Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Občina Cankova je prepoznavna na več področjih turizma, kulture in tudi v vsakem kraju boste našli nekaj, kar bo lahko obogatilo vsakega popotnika, turista in obiskovalca naše majhne, vendar v vseh tej mavrici bogastev, bom povedal, bogate in tudi zelo urejene naravno okoljsko lepe občine. Spoštljivo pozdravljam vse gledalke in gledalce v parku na Cankovi, na katerega smo posebno ponosni, ki je bogat po vseh rastlinah in drevesih in posebej tudi bogat z tem vodometom, ki nam daje neko glasbeno kuliso od zadaj. In še posebej sem pa ponosen in tudi hvaležen, da v tem parku stojita doprsna kipa 2 velikih ljudi. Dr. August Pavel, ki se je rodil tukaj na Cankovi v bližini tega parka, in dolgoletni župnik Jožef Vodonjak, ki je bil rojen v Kančevcih, je pa 51 let župnikoval na Cankovi. Naši prepoznavni občani, rojaki v občini Cankova so tudi prvi akademski prekmurski slikar Ludvik Vrečič, rojen v Skakovci, ki ima postavljen spomenik pred njegovo rojstno hišo. Naš rojak je v Gerlincih rojeni Evald Plizar, eden najbolj plodovitih slovenskih pisateljev, ki se zadnja leta, ko je vandral po celem svetu, zopet vrača v našo občino in v svoje rojstne Gerlince. In mi je zadnjič, ko sem se srečal, povedal, da bo zadnjo knjigo, še pa misli dosti knjig napisati, napisal o Gerlincih in o svojem rojstnem kraju. Tisti, ki radi hodijo peš, jim predlagam, da obiščejo znano gozdno učno pot Fuchs Graba. Potem v naši občini imamo tudi poti in tudi pohode, ki jih imenujemo Mednarodna pot, to je tam ob jezeru, ki se tudi povezuje z sosednjo občino Rogaševci oziroma krajem Ropoča. Potem imamo Jožefov pohod, to je pred praznikom župnijskega zavetnega svetega Jožefa, ko obiščemo vse kraje v naši občini. Ledavsko jezero je zelo veliko vodno telo v občini Cankova. Občina Cankova se želi in smo v nekem takem prijaznem dialogu ali pa majhnem sporu z Ministrstvom za okolje in prostor, ker zahtevamo in pričakujemo, da bo to Ledavsko jezero kot največje vodno telo v občini Cankova in tudi na Goričkem, tudi prepoznavno po tem, da bo za turiste, popotnike in obiskovalce atraktivno, da se bo tukaj tudi nekaj takšnega lahko dogajalo, poleg ribičije, še kaj drugega. Simbol Cankove, ki smo ga dali tudi v občinski grb, je narcisa, ki ji pravimo v Gerlincih piklonec in zanimivo, v Korovcih pa Cankova pa podkolonec. To me tako nekako pozitivno motivira. Ona veselo raste z 6 cvetnimi listi, smo ji pa tukaj malo zlorabili in je v grbu občine Cankova 8 listov, kajti v občini Cankova je 8 naselij. V občini Cankova imamo zelo bogat in pester koledar prireditev na področju kulture, turizma, občinskih in drugih slovesnosti.
športa. Vse to občina Cankova podpira, ker se želimo, da to druženje med ljudmi je pristno, da je tisto medčloveško in da mi v naši občini želimo ta Facebooke biti tiste pristne, objemajoče, medčloveške, ne pa v kakih elektronskih medijih. Zelo veliko dam po domače povedano kulturo. Je prva prireditev, ki je v vsakem novem letu na predvečer kulturnega praznika Prešernovega dneva, ko je z osnovno šolo Cankova kulturna slovesnost, proslava, potem ob slovesnosti hladnega zavetnega svetega Jožefa ne praznujemo samo en dan, mi praznujemo Jožefov cel teden. To se pravi, naše Jožice in Jožeti imajo cel teden. Takrat priredimo veliko prireditev na področju kulture, imamo Jožefov pohod po občini Cankova, potem razstave, kulinarike, razstave obrti, povabimo naše prijatelje iz Porabja, ki tukaj razstavljajo, in tudi obrtnike iz različnih občin in kulturnih društev širom Prekmurja oziroma Goričkega. Konec maja, ko cveti naš simbol narcisa ali piklonec, imamo občinski praznik. V sklopu občinskega praznika imamo številne kulturne in umetniške razstave, potem nastope pevskih zborov in tudi srečanje na mostu harmonije, miru in ljubezni v Gerlencih, kjer je postavljena skulptura Deček miru, in tam na koncu proslave oziroma v nedeljo popoldne se srečamo z sosedi iz Avstrije in učenke in učenci iz obeh občin. Letos bodo tudi učenci iz pobratane občine Lačna iz Poljske. Bomo pričevali vsak v svojem jeziku za mir, prijateljstvo in sožitje med narodi, kulturami in ljudmi. Organiziramo tudi razstave, kulinarične razstave, potem tudi v sklopu turizma v Korovcih likovne delavnice, kjer likovno društvo Ludvika Vretiča na kolonijah slikarji iz Prekmurja rišejo obraze občanov, predvsem pa razcvetene zelene narave, in jih potem tudi razstavljamo. Tam lahko tudi obiskovalci si ogledajo galerijo Braunschbergove domačije. Občina Cankova spodbuja in podpira občane podjetniškega duha, ki lahko na svojih dvoriščih, v svojih kuhinjah pripravijo in prodajajo tudi domače pridelano hrano, kruh in vse druge produkte in jih potem z dodano vrednostjo tudi prodajajo. Zato že leta vsako soboto lahko popotniki, turisti in tudi domači občani na tržnici kupijo kruh, olje, med in da ne naštevam vse, kar naši občani in občanke znajo dobrega pripraviti in pridelati. Hišni Nirosov sejem, letos smo ga priredili že 7. in ki je zbral v 3 dnevih v aprilu 7000 ljudi. Naša občina je resnično tukaj na križišču poti. Tukaj nekaj kilometrov je avstrijski Bad Radkersburg, malo dlje je Radenci, vstop je v krajinski park Goričko. In sami vidite, da nas moti v tem snemajo, kakšen promet je. Torej ta promet to pomeni, da smo v nekem križišču in si zelo želim in odgovorno vsak dan na tem delamo, da bo občina Cankova prepoznavna in da bo vse te naravne, kulturne potencijale nadgradila, da bodo naši ljudje začutili to priložnost in da bodo s tem tudi ohranjali oziroma delali za svoje življenje, za razvoj svojih domačij in kmetij. In zato je v občini Cankova razvoj turizma eden od prioritetnih. Predvsem pa se zavedamo, da je lahko turizem zmagovita zgodba takrat, če se povezujemo.
začetku je bila gostilna in pizzerija, ker mi smo zelo prepoznavni po pizzeriji že iz prejšnjega delovanja gostilne. Potem smo pa nadgradili z sobami. Dodali smo 7 sob in tako da zdaj imamo gostilno, pizzerijo in penzion. V kulinariki vsekakor je čisto na kratko povedano, to so zgodbe iz krušne peči. Potem vsekakor je po jedeh iz ajde, ker tudi gostilna ima ime Ajda. Mislim, da je integrirana sama beseda ajda in potem iz te ajde izhaja jedi recimo od prepoznavnih prekmurskih jedeh vsekakor ajdova zlevanka, ajdovi žganci, potem naša posebnost so najbolj prepoznavna tudi dedori iz ajdove moke. Veganske jedi se zdaj vedno bolj razširjajo, se pravi vedno več je povpraševanja, potem tudi po vseh drugih dietnih jedi, ker mi nudimo, imamo ponudbe brezglutenske, potem brez laktoze in potem veganske jedini. Zelo smo prepoznavni po kremnih juhah v krušni skodelici. Potem so pa posebni še jedi naših babic, kjer bi potem izpostavil ta naš gorički gulaš, potem delamo štrukle, ajdove štrukle, potem pa gibanico in pa vsekakor ajdove zlevanke. No, ajdove zlevanke pripravijo naši gostje penzionski, recimo imajo že v samem programu, da potem to tudi sami pripravijo, ker je ena takšna majhna kulinarična delavnica, ampak je zelo iskana. Naša blagovna znamka je vsekakor pica Pannonia, ki so osnova iz ajdove moke, pa potem, zdaj smo pa dodali še iz konopljine moke zraven, pa potem iz polnozrnate. Pice je okrog 35, pa še katero bi dodal, ker to ima žena največ čez, ona ima goste, ki ima kar svoje pice. Ker smo gostilna na vasi dejansko, potem začnemo z ponudbo dnevno malice, potem imamo kosila dnevna in nedeljska, potem imamo pa tematske menije po želji in vsekakor potem tudi pice. Našim gostom pripravimo osebna slavja, potem kohila, birme, rojstnodnevne zabave, potem pa dogodke, mislim, slavja ob marinovanju, potem imamo v sklopu še ostalih gostiln, vsako leto zdaj imamo pomladne in jesenske dneve goričke kulinarike. Imamo različne strukture gostov, vsekakor so najprej izpostavljene domače goste, potem goste iz Slovenije, ker imamo pač sobe, se navezujejo na to. Potem imamo goste, ki se gibljajo po Prekmurju, sploh za prvomajske praznike ali pa recimo za druge tudi jesenske praznike na koncu oktobra. Pa potem pa goste iz Avstrije, pa iz ostalega dela Evrope tudi. Želimo, da vsako leto nadgrajujemo našo ponudbo. Naša želja je, da še bolj zasedemo sobe z dodatno ponudbo, potem tudi za ponudbo za kolesarje v tem času, za kopalce, ki so tu v bližini, za pohodnike in potem tudi za tuje goste, ker sodelujemo z vsemi temi ponudniki, ki so od bookinga potem tudi do naših turističnih agencij naprej. V sklopu Ajde ponujemo tudi sobe, 7 dvoposteljnih sob. Ponujemo različne pakete, dvodnevne, trodnevne ali pa tudi samo za prespad. Paketi so lahko ponudbi z kolesi, imamo tudi električna kolesa na izposojo, normalna kolesa za izposojo. In vsem gostom se svetujemo in jih tudi turistično obdelamo pod narekovajem. Se pravi, da se vsakim gostom sedamo in potem tudi ponudimo, kaj želi, kakšno želje ima. Občina Rogaševci je najbolj prepoznavna, bi rekla, po najvišjem vrhu Pomurja, to je Sotinski breg, ki meri 416 metrov.
pravi, imamo tudi po domače kuglo. Potem po tem izviru, kjer zdaj stojimo, mogoče tudi tisti konec rep Kraškega jezera in pa seveda ne smemo pozabiti cerkev Svete Helene na Pertoči z pač zdaj veličastnim mozaikom patra Rupnika, cerkev Svetega Jurija, morda še Srdiški breg, drugi najvišji vrh Pomurja. V občini Rogašovci so plani povezati ponudbo med sabo, stopiti skupaj v en skupen produkt in s tem v bistvu privabiti čim več turistov, da se vrnejo, tudi pohodnikov, tistih individualnih, kateri uživajo v naravi, v naši neokrnjeni naravi. Nahajamo se na eni izmed, označena pot je to je Vrbova pot, poteka v bistvu 7 kilometrov med vrbami v naravi, med znamenitostmi, v bistvu v Nuskovi. Na tej Vrbovi poti je organiziran tudi pohod v mesecu juniju. Skozi občino Rogašovci kolesarstvo kar napreduje, poteka, čim več ga je, tudi sedaj je lažje, ker je pločnik. Turistično-informativni center se nahaja v osrčju občine Rogašovci in ponuja informacije obiskovalcem, kolesarjem, pohodnikom, turistom, tudi domačinom v končni fazi. Obiskovalci, turisti ali kako jih že imenujemo, popotniki lahko kupijo domače izdelke, spominke, pač nudimo jim informacije, dobijo zemljevide, napotke, kam se lahko odpravijo jesti, na degustacije in tako naprej. V občini Rogašovci so osrednje prireditve, bi rekla, pohodi. To so od Valentinov pohod, potem pohod po Vrbovi poti, Kostanjev pohod, Florijanov pohod, potem občinski praznik, razne veselice v vasi, če so to gasilske ali kmečke igre, vaške igre. Poleg tega pa mozaik goričkih dobrot na Pertoči, potem od marca do novembra oziroma tudi do konca decembra. Vsako prvo nedeljo imamo tudi domače tržnice. V decembru je tudi postavitev adventnega drevesa. Vse obiskovalce, popotnike, kolesarje, vsi ti, ki prihajajo tukaj mimo in ki pač še morda niso bili tukaj, pa vabim, da pridajo na Goričko, ker Goričko je zeleni raj. Sama tradicija družine Ficko ali pa sadjarske kmetije Ficko seže že kar nekaj časa nazaj, to je nekje okrog 14 let. Z možem Martinom sva začela z sadnimi vrstami, katere niso ravno najbolj prepoznavne bile na tržišču. In ker smo pač bili med prvimi,
smo zasadili nasad kutin, nasad nešpelj, je nastal problem, ne? Kaj zdaj s tem, ko imaš enkrat toliko sadja. In ravno zaradi tega smo se odločili, da gremo v linijo žgan in likerjev. In ker je bilo vsako leto več in več sadja, smo potem se odločili, da potem dodamo še nove produkte in da gremo v proizvodnjo marmelad. Če naštejem tiste ta glavne vrste žgan, to je jasno naša kutina, katera je tudi rdeča nit naše kmetije. Potem so tu nešplje, hruške, slive in sedaj zadnje čase dodajamo še ostale vrste, kot so češnje, višnje, tudi tropinovec, se pravi ostanek od samega prešanja grozdja. Potem imamo druge sadne vrste, ki so recimo mešane, ki imamo potem sadjevec in potem seveda iz žgan posledično potem tudi delamo likerje, ne, na isti način, ne, se pravi sadje potopimo v žganje in iz tega dobimo odličen liker. Drugače pa imamo zdaj v našem prodajni ponudbi 8 vrst marmelad, katere so iz ene sorte. Dodali smo nekaj mešanih, katere so tudi zelo prepoznavne, to je buča, jabolka, ingver pa cimet, to je ena. Potem imamo hruškovo jabolko kombinacijo z črnim bezgom. In potem seveda smo ugotovili, da ne samo to, da so marmelade dobre in sladke, so lahko marmelade še boljše, če so brez sladkorja. Zato smo naredili linijo marmelad brez sladkorja. Dosladila sem jih s stevio, katero sem sama pridelala doma, ker tudi malo zelišča uporabljam svoja. In te marmelade so se zelo prijele. Zaradi tega, ker sem seveda pustila službo in se odločila, da bom delala doma na kmetiji. Zato so pri nas vrata vedno odpreta. Nimamo določenega časa za ljudi, katere prihajajo. To pomeni, da tudi mimoidoči lahko se mirno ustavijo, pa pogledajo in seveda kaj kupijo. Drugače pa za vse napovedane skupine organiziramo izlete po našem zahodnem delu Goričkega. Zadnje čase tudi v obliki cateringa. Me se lahko pokliče in potem pač pripravim po želji seveda stranke to našo lokalno pridelano hrano. Pred 3 leti smo naredili velik nasad orehov in leto pa pol nazaj malo večji nasad aronije. Ravno zaradi tega, kajti oba produkta sta zelo zdrava in iz njiju želimo narediti kvalitetne izdelke. Ne samo iz aronije dobro marmelado in sok, ampak tudi iz orehov dobro hladno stiskano olje in jasno, tudi žganje, morda ne veste, je zelo dobro. Darilni paketi so pri nas postali en pravi hit. Mogoče v šali ravno zaradi tega, ker sva z Martinom se odločila, da jih bova poimenovala po svojih otrocih. Same pakete gostje pri nas lahko kupijo, zadnje čase velikokrat naročijo, tudi pošljemo po pošti in jih sestavimo seveda na željo stranke, kakorkoli želi. Zadnje čase tudi z izdelki ostalih ponudnikov, kar je fantastično, ko lahko združimo svoje moči na ta način. Plani za prihodnost so veliki, zelo veliki. Glede na to, da se otroci zelo aktivno vključujejo v delo samo na kmetiji in seveda tudi v proizvodnjo, želimo nekako razširiti, ne bom rekla podjetje, ampak našo kmetijo kot eno družinsko kmetijo. In na ta način seveda ponesti naše dobro ime pa naše dobre izdelke v svet. Tradicija seže v leto 1853, ko so prve kapljice bučnega olja stisnili skozi laneno krpo naši predniki. Potem pa leta 1924 je gospod Majc, to je bil drugi mož moje prababice, prevzel star Dajčev mlin z oljarno in ga obnovil. Tako da verjetno tisti podatek,
leta 1853 drži. Tako da smo mi sedaj že 6. generacija, ki imamo čas delati v tem družinskem podjetju. Naša družina pod blagovno znamko Dajč Produkt se danes ukvarja z žagarstvom, oljarstvom, predelavo lesnih sekancev v biomaso ter tesarstvom, kravstvom in kleparstvom. Mi v oljarni našim gostom ponudimo najbolj čisto naravno bučno olje, ki je predelano iz semen, ki so dozorela na naših poljih. Semen ne uvažamo, Madžarska, Kitajska, kakšna Hrvaška. Vse imamo domača semena in to vse v naši okolici od lokalnih pridelovalcev, od lokalnih kmetov. Smo pa znani tudi po bučnih semenih, ki so oblita z različnimi čokoladnimi prelivi. To so z okusom pomaranče, mlečna čokolada, bela čokolada, okus kave, japonski hren, wasabi, z okusom kapučina, okus maline in seveda praženo slano bučno seme. Ponavadi se skupine najavijo že kakšen teden dni pred, oziroma nekateri že kličejo 2 meseca, da se najavijo, ampak vseeno zadnji teden še pokličejo, da se vse zmenimo. Potem pa degustacija zaenkrat poteka še v prostorih oljarne, ker nimamo še urejenega prav degustacijskega prostora. Potem se jim da, da poskusijo, probajo olje z kruhom, lahko tudi z čebulo, da namakajo in seveda se tudi damo te bučna semena, da lahko probajo. Povezujemo se tudi z lokalnimi pridelovalci in tudi v turističnih informacijskih centrih imamo naše izdelke, pa tudi širom po Sloveniji v manjših trgovinicah, ampak nikoli pa ne dajemo svoja olja v velike te centre. Največja želja za prihodnost je, da uredimo degustacijsko sobo in pa da se potem še bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci, da mi ponujamo njihove izdelke, da prodajamo njihove izdelke, oni pa tudi naše. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca.
zgodovino bi jaz kar 100 let nazaj potisnil. In sicer moja dedek in babica, babica je bila šivilja, dedek je pa bil kmet in čebelar. Takrat je vsak napreden kmet bil tudi čebelar in tudi župniki so bili čebelari in tako dalje. In tako da se to od takrat pomika dalje. Kaj se pa tiče turistične kmetije Čebelji Gradič, smo pa začeli pred 15 leti. Pri nas imamo veliko drugih živali, poleg čebelic tudi. Samo prodajno blago je edino med pri nas. In sicer 4 sorte medu naše čebelice prinesajo, mislim 4. to je kremni med, zmiksamo v vsakem ogledu našega Čebeljega Gradiča, kateri se začne z medico ali sokom od grozdja ali jabolk in seveda po želji, otroci ponavadi medico, odrasli pa sokove, in pol gremo si pogledati čebelice. To je pogledati čebelice ne oddaleč, ne skozi steklo, temveč v živo. Vsi dobijo čebelarske klobuke in klobuki so gor in panj se odpre in okoli nas so čebele. Vidimo pol, če je sreča matico, trote, vidimo zalego in seveda trote še ženske božajo rade. In pol, ko gremo ven iz spanja, o pokušini sem že povedal, pol otroci se ponavadi razkropijo v zajčnjaku, tam lovijo zajce, nosijo jih, božajo. Seveda, če imajo naši obiskovalci dovolj časa, gosti pa vedno, otroci jahajo ponija, poldija našega. Etnološka zbirka je nekaj posebnega. To se je pri naši hiši zbiralo, moram se tudi moje sestre zahvaliti, 30-40 let. Tu so šivalni stroji noter od mojih staršev, od stare mame, singerice, pfafarice, tudi za likanje je stara naprava, ki jo nobene nikjer še skoraj da ni videl. Ima posebno zgodbo, seveda vse o čebelarstvu in tudi posode različne iz kuhinje in tudi iz gospodarstva, tako da ko se pripelješ hiši, že vidiš staro mlatilnico in tako dalje. Imamo 6 apartmajev. Vsi apartmaji imajo 4 osnovna ležišča, potem pa je možnost še dodatnih ležišč. Tako da imamo skupaj nekje 24 osnovnih ležišč, skupaj z dodatnimi pa imamo 36. Naša posebnost so medeni dnevi, to pomeni, da vsi naši gostje imajo med v apartmajih in ga lahko uživajo celotno čas bivanja. Našo največjo prednost vidimo v tem, da se apartmaji nahajajo na kmetiji. To pomeni, da imamo 2,5 hektarja veliko ozemlje, ki je zagrajeno, kjer najdete od sadovnjaka, brajd, velikih travniških površin. Ob povedanem imamo za družine pripravljene tudi različne delavnice, to pomeni, da ob večerjih jahamo na poniju poldi, potem izdelujemo sveče iz čebeljega voska, kak večer naredimo kak taborni ogenj in pečemo tam twist kruh ali pa kakšne mančmeloje ali kaj podobnega. V glavnem trudimo se, da otrokom ni dolgčas in mislim, da na kmetiji se vedno nekaj dogaja. Nahajamo se v krajinskem parku Goričko, kjer je veliko možnosti za izlete. To pomeni, da imamo v bližini najvišji vrh v Prekmurju, potem imamo naravni izvir Slatinske vode, ki ga lahko obiščete peš ali pa s kolesom. Seveda pa smo tudi na termalnem območju, kjer lahko se kopajo tudi ob slabem vremenu, v raznih termah, kot so terme 3000, terme Leupesdorf, terme Monošter. Mi kot družina se vedno trudimo, da se naši gosti vračajo. To pomeni, da se trudimo, da so zadovoljni, nasmejani in da pridejo domov z polni doživetje. In to je naš glavni cilj, da nudimo doživetje, ne le bivanje.